Dober dan, dragi moji. Evo, ponovno smo skupaj. Danes bomo delali zelo pomembno temo in to je tema odgovornost. Jaz se opravičujem, ker tule neki delajo in vse ruži, ampak verjamem, da bom vse to preglasila in z energijo prišla do vaših srčkov, do vaše biti, do vaše notranjosti. In zakaj ravno tema odgovornost? Zato, ker se mi zdi to najbolj pomembna tema na začetku kreacije, na začetku osebnostne rasti, spoznanje, ki bi ga vsak mogel usvojiti, predno karkoli dela naprej. Kaj mislim pod tem odgovornost? Se pravi, velikokrat slišimo, jaz sem odgovorna za vse, ali pa jaz sem odgovoren za vse, kaj se mi v življenju dogaja. Ja. Ni v vseh segmentih tako, ker v času kontrasta, se pravi težave, problema, izziva, se rabimo mi vprašati, ali je to ta težava, ko se nam dogaja, del kontrasta, ali smo res mi vplivali na njo, ali je to, se pravi, ali je to naše ogledalo, ali se to dogaja. Vedno se ti kontrasti dogajajo zato, da mi nekaj spoznamo, da mi zrastemo, da mi postanemo odgovorni za svoje življenje. In če se navežem nazaj, se pravi, ni vedno vsak kontrast, ko me sprašujete, vse to sem jaz, ne vem, da je zdaj partner nasilen, da ne vem, se ne razumem z očetom, da se ne razumem z mamo, vse to jaz vplivam energetsko, mi vemo, da smo vibracijska bitja. In da je vse vibracije, mi vemo, da smo energijska bitja in da je vse energija. In karkoli se nam v življenju dogaja, je posledica naše notranjosti, naše energije. Ampak ne sodelujemo pa v vsakem kontrastu, to sem vam želela povedati. Zaradi tega, ker, ampak bomo to v enem drugem videu obdelali. Zdaj se vrnemo na odgovornost. Se pravi, kaj pomeni, jaz sem odgovorna za popolnoma vse, kaj se mi v življenju dogaja. Ok, to bomo zdaj razčlenili. Se pravi, jaz sem odgovorna, koliko imam denarja, jaz sem odgovorna, kak partnerski odnos živim, jaz sem odgovorna celo v katerem kraju živim, v kateri državi, jaz sem celo odgovorna, še to odgovornost imamo, oziroma izbiro, kdaj bom umrla. To si lahko lepo preberete v knjigi Pogovori z Bogom. Zdaj vam bom malo o tem povedala, zaradi tega, ker se mi zdi zelo pomembno, da se navežemo nazaj na to odgovornost. Ampak vsi, ki me spremljate, točno veste, kaj je pa prvi korak pred tem, jaz sem odgovorna za vse, kaj se mi dogaja v življenju. Kaj bi rekli? Napišite mi dol v komentarje, sodelujte, da lahko to teče med nami ta pogovor. Se pravi, prvi korak je pa sprejemanje situacije. To je najbolj pomemben korak. Ok, imam 5000 evrov minusa na računu. Zdaj, če se jaz borim proti temu, pa zakaj je temu tako, pa zakaj se je meni to v življenju zgodilo, zdaj tu dodajte nekaj svojega, kar se vam trenutno dogaja. Pa zakaj imam minus, pa zakaj nimam denarja, pa zakaj imam tak partnerski odnos, pa zakaj mi je mož umrl, pa zakaj se ne razumem s partnerom, pa zakaj se ne razumem s svojo hčerko, zakaj sem bolna. Vprašanja na z, zakaj, se sprašujejo žrtve, se sprašujejo ljudje, ki niso še stopili na pot kreacije. Zakaj? Zakaj se to meni dogaja? Na to mesto vključite vprašanja na k. Se pravi, kaj lahko jaz storim, da bo boljše? Kakšna energija, prostor in zavest naj bom, da se to v mojem življenju spremeni? Kaj lahko jaz naredim, da bom imela več denarja na svojem računu? Se pravi, tu črtamo vprašanja, zakaj se to meni dogaja. To si postavljajo žrtve in tisti ubogi jazi. Mi smo pa tu na tem kanalu, v tej skupini kreatorji,
Se pravi, in se bomo naučili kreirati svoje življenje. Ker tudi kreacija, to bo v enem od naslednjih videov, se pravi koraki kreiranja, ima v svojem 5. koraku kontrast. To pa pomeni težava, problem, bolečina, žalost, nemoč, neuspeh v narekovaj. Zakaj? Ker iz tega potem sledi ekspanzija. Ampak samo v primeru, če se mi znamo dvigniti iz tega kontrasta ven. In to se tu učimo. Se pravi, učimo se korake, metode, učimo se novo zgodbo, učimo se rešeno je, učimo se vizualizacije, učimo se meditacije, se pravi, in tako naprej in tako naprej. Učimo se raznih korakov, kako se dvigniti ven iz kontrasta, ki se nam dogaja. Ker če bomo mi imeli fokus na kontrastu, ki se nam dogaja, na težavi, na problemu, na izzivu, bo ta kontrast še samo rastel in vedno dlje trajal. Če pa mi znamo, če se naučimo, kako se lahko potegnemo iz tega kontrasta in da se takrat z vsem svojim telesom, z vsem svojim bitjem zavedamo, da se ta kontrast dogaja samo nam v prid. Vse se dogaja nam v prid. Ampak prvi korak, najbolj pomemben korak pri vsem tem, kar bom danes govorila, je sprejemanje. Okej, je tako, kot je. Sprejemam. Je tako, kot je. Ne razumem se s partnerjem, živim v pomanjkanju denarja, bolna sem, diagnosticirali so mi depresijo, raka, šizofrenijo, whatever. Je tako, kot je. Da se mi s tem pomirimo, da se mi s tem, ne bom rekla sprijaznimo, ker se nam ni treba sprijazniti s tem, kar se dogaja. Ker kreator se ne sprijazni z nečim, kar mu ne koristi in kar mu ni v doprinos. Kreator na tem mestu začne kreirati. In različni smo si po izgledu, različni smo si po stopnji zavedanja, različni smo si po kulturah, različni smo si po veri. Se pravi, prvi korak je sprejemanje različnosti. To vam bom kasneje povedala, zakaj to omenjam. Prvi korak je sprejemanje različnosti. Okej, jaz sem taka, ko sem, ti si tak, ko si, oba imamo v svojem svetu prav. Oba. Sprejemanje situacije je ključ. Okej, je tako, kot je. Ampak kaj tu naredi kreator? Se pravi, ko ga boli, ko je žalosten, se pravi, bom rekla, ko bi rad, da bi stvari bile drugačne, kakršne so. Upam, da sem razumljiva. Napišite mi od spodaj v komentarje od 1 do 10, koliko to razumete. Dajte številko. Se pravi, 1, če me razumete, 10, ne vem, ali pa do 10, če me sploh nič ne razumete. Ok, super. Hvala za komentar. Kreator na tem mestu reče, ok, sprejemam, da je moje stanje na bančnem računu tako. Sprejemam, da se ne razumem s svojim sinom. Sprejemam, da imam bolezen. Sprejmem. Ampak ne bom se pa s tem sprijaznil. Ampak bom začel kreirati. O korakih kreiranja bomo kasneje. Oziroma še več o korakih kreiranja zveste v mojem programu Pot do sreče in notranjega miru, ki je vrhunski program, kjer vas vse to naučim. Kaj pa naredi žrtev v tem primeru? Kaj bi rekli, da naredi žrtev? Napišite dol v komentarje. Žrtev, ali se sprijazni? Ok, je tako je, pač nikoli v življenju ne bom, hvala Romana, ja, začnejo z vprašanje, zakaj. Zakaj se to meni dogaja? Zakaj sem jaz tista uboga,
ženska, tisto ubogo bitje, ko se mi to zgodi, zakaj ravno meni, ko sem tako dobra do vseh, ko sem tako prijazna do vseh, ko vsem vse dam, zakaj se to meni dogaja, da se ne razumem z ljudmi, da sem glih jaz zbolela, zakaj se to meni dogaja. Začne zakaj? Kaj še začne? Okej, je tako je, pač bom tako živela do konca življenja, sprijazni se z usodo in se ne zaveda, da prihodnost gradimo sami, da smo mi odgovorni za to, kakšna bo naša prihodnost, ne usoda. Tudi toliko moči imamo in toliko smo fascinantna bitja in toliko smo močna bitja, da imamo vso moč izbire, kakšna bo naša prihodnost. Celo to. Se pravi, današnji dan, ki ga danes živimo, je posledica naših misli, občutkov, prepričanj, vzorcev do današnjega dne. Se pravi, današnji dan je že preteklost. In kaj naredi kreator, ko pride do situacije, ki mu ni všeč? Prvo, se pravi, sprejme, okej, je tako je, super. Zdaj bom pa pogledal, kako lahko to rešim. Kaj pa naredi vloga žrtve? V redu, sprijazni se, gre še bolj dol po vibracijski lestvici, gre še bolj dol po spirali namesto gor, namesto da bi začel kreirati. Mi smo pa tu zato, da se učimo kreiranja. Se pravi, če nam karkoli v življenju ne paše, lahko spremenimo. Če nam karkoli v naši zunanjosti, v naši pojavnosti, ki se dogaja izven nas, ni všeč, lahko spremenimo. Tako močni smo in takšno moč imamo v sebi noter. Jaz vedno poudarim, da se ne zgodi čez noč, čeprav je tudi možno. Okay? Ampak toliko in toliko noči in toliko dni je treba vaditi zato, da eno noč pride do spremembe. Kdaj je to? Sploh ni pomembno, ker vemo, da je čas iluzija, da časa ni. Zdaj eni me sprašujete, mi pišete na planetljubezni@gmail.com, mi pišete, Nataša, koliko dolgo je pri tebi trajalo, da si prišla iz depresije? Nataša, koliko dolgo je pri tebi trajalo, da si prišla iz pomanjkanja denarja? Nataša, koliko dolgo je pri tebi trajalo, da si se začela z sinom razumeti? Nataša. Ni važno. Pri meni je trajalo toliko, pri vas lahko, ne vem, gre hitrej, lahko gre počasnej. Odvisno od tega, koliko denarja, časa in energije, časa v narekovajih, ker smo le v materialnem svetu, ste pripravljeni v to vložiti. Če niste pripravljeni nič v vašem življenju spremeniti, pa nič zamenjati, potem ne morete pričakovati, da bo karkoli v vašem življenju drugače. Če niste pripravljeni investirati v sebe, potem ne morete pričakovati, da bo karkoli drugače. To je tako, kot da jaz skozi govorim, lačna sem, pa nikoli nič ne pojem. To je tako, da jaz skozi govorim, žejna sem, pa nikoli ne spijem vode. Ok? Popolnoma enako je. In če jaz skozi govorim, imam težave, ne razumem se s partnerjem, bolana sem, žalostna sem, v depresiji sem, finance mi ne grejo, avto se mi pokvaril, sinom se ne razumem. In če mi to skozi govorimo in ne damo nekaj v sebe, neko investicijo, nekaj naredimo drugače, da bi bilo to drugače, potem nikoli ne bo drugače. Ok, in še zdaj, če se navezem nazaj, se pravi, žrtev začne z vprašanjem zakaj se to meni dogaja, zakaj sem jaz tak Boga, ok, življenje je kruto, recimo, življenje je matrarija, nikoli ne bom lepo živela in tako naprej, kreator začne kreirati. Kaj tu vidimo? Kaj pravite? Napišite dol v komentarjih. Se pravi, tu vidimo, da kreator sprejme odgovornost za to, kaj se mu v življenju dogaja. Žrtev pa ne sprejme odgovornosti. Se pravi, jaz vplivam na to situacijo, jaz sem odgovoren za to, koliko je
denarja na mojem računu, jaz sem odgovoren za svoj izgled, jaz sem odgovoren za svoje odnose, jaz sem odgovoren za svoje zdravje, jaz sem odgovoren za svojo ljubezen, jaz sem odgovoren za vse v življenju. Ok. To pa žrtev, ta vloga žrtve ne naredi. In tu se skriva ta catch, ta ključek. Kaj zdaj naredi kreator, ko pride do težave, probleme, izziva, bolečine, žalosti, se pravi, ko pride do situacije, kjer ne uživa, kjer mu ni lepo, kjer mu ni prijetno in bi želel, da je situacija drugačna. Sprejme prvi korak, bravo, hvala za sodelovanje, prvi korak, naredi, sprejmem. V redu, je tako je, super, poznate moj stavek. Ok, če sem skreirala vso to sranje, ko sem ga skreirala, pa če sem res jaz odgovorna za vso sranje v mojem življenju. Paste? Ok, potem lahko kreiram tudi sanje. In Nataša je šla na pot kreacije svojih sanj. A je bilo lahko? Ne, ni bilo. A je bilo treba veliko denarja, investirati v to? Ja. A je bilo treba dosti časa v to investirati? Ogromno. Skoraj ves svoj čas, v narekovajih, sem investirala v svojo rast. Ok. In zato so take spremembe pri meni. In zato so take spremembe v odnosih okoli mene. In zato so spremembe na mojem bančnem računu. In zato so spremembe na mojem zdravstvenem stanju. Se pravi, kako iz te moje depresije, ko sem jo imela, če sem jaz odgovorna, zdaj dajte tu noter nekaj, kar se vam dogaja, če sem jaz odgovorna za svojo depresijo, če sem si jaz kreirala to največje sranje v svojem življenju, se pravi, da si lahko skreiram tudi sanje. Če sem si skreirala bolezen, si lahko skreiram zdravje. Če sem si skreirala minus na bančnem računu, si lahko skreiram milijone na bančnem računu. Če sem si skreirala nezdrave, toksične odnose, lahko si skreiram odnose v harmoniji, v ljubezni, v sožitju, v razumevanju. Ok, tako da sprejemanje odgovornosti za to, kar se nam v življenju dogaja, je ključno pri kreaciji željenega. Ampak spet dva segmenta bomo pogledali. Kaj naredi žrtev v času, ko se ji dogaja kontrast, ko se ji dogaja nekaj, kar ne želi? Gre v ubogi jaz, v vprašanja zakaj, in ne gre iz kontrasta ven, se ne dviguje po vibracijski lestvici, ne gre po vortex spirali gor. Mi se učimo, kaj je to vortex tu. In kaj pa naredi kreator? Ok, zavestno si vzame. V redu, boli me. 2-3 dni bom žalosten, bom jokal. Se bom s tem obremenjeval. Zavestno, v zavedanju, kaj dela, če prekomerno ostaja v občutkih, ko si jih ne želi čutiti, ko mu niso prijetni. Prvi korak je sprejemanje, ne pozabi. Tudi bolečina se lahko čuti na krasen način. Tudi žalost se lahko čuti na krasen način, na lep način, na prijeten način. To sem doživela in vem, kaj govorim. Lahko jo pa čutite na zelo, zelo boleč način. In vse to se da naučiti, ko se naučimo delati, prepoznavati naša čustva, pristna čustva, ko gremo v svojo notranjost. In kaj naredi kreator, ko pride do nekega sranja v njegovem življenju? Se pravi, ko pride do nečesa, česar si ne želi, začne kreirati. Sprejme, jaz sem odgovoren za to, kar se mi dogaja. Energijsko, energetsko, vibracijsko sem upleten v to, kar se dogaja. Pogleda svoja prepričanja o tej zadevi, pogleda, če mogoče po kakšnem vzorcu živi in pogleda, kje je on prispeval k temu kontrastu. Ni nujno, da prispevamo, niso vsi kontrasti naša kreacija, ok? Ampak o tem kdaj drugič. Potem pa začne kreirati z metodami kreacije, kar jih imate na mojem YouTube kanalu.
vizualizacija, nova zgodba, energija rešeno je in tako naprej in tako naprej. Se pravi, začne kreirati. Dvigne se ven iz kontrasta oziroma najbolj pomemben podatek, ko vam ga lahko tu na tem mestu dam, je fokus, pazite, to je zelo pomembno, kar vam bom zdaj rekla, fokus usmeri v željo, fokus usmeri v željen cilj, fokus usmeri v to, kar si želi, da bi na mesto tega bilo. Se pravi, če se ne razumem s partnerjem, usmerjam svoj fokus v kreacijo čudovitega partnerskega odnosa. S pomočjo korakov in metod, ki se jih učimo v moji zaprti skupini, kjer so ljudje, ko so v mojem programu, s pomočjo korakov in metod, ki jih imate na mojem YouTube kanalu, s pomočjo knjig, s pomočjo česarkoli. Ok, tu lahko najdete korake in metode. Se pravi, začne kreirati to, kar si želi. Začne zavestno kreirati ljubeč partnerski odnos, ne glede, da trenutno ni v odnosu, ki je ljubeč ali pa po njegovih željah. Tudi če je, se pravi, ključ se skriva tu. Ne glede na pojavnost, na resničnost, ki jo trenutno živimo, na bilo katerem področju vašega življenja, rabimo že zdaj ta trenutek vaditi, ker to se ne zgodi, ker zdaj sem se skregala tam s partnerjem, pa na živce mi gre, pa minus imam na računu, pa vse je v mojem življenju, ja, zdaj bom pa kar naredila 2 metodici, pa bo kar že čez 5 minut boljš. Ne. Ok, ne potekate. Ni instant rešitev. Zavestno začnemo kreirati, da bomo pa čez 5 let, ali pa čez 10 let, lahko imeli ljubeč partnerski odnos, takega, ko si želimo. Da bomo čez 5 ali pa čez 10 let lahko imeli milijone na svojem bančnem računu. Da bomo čez 5 ali pa čez 10 let lahko imeli fantastične odnose, takšne, ko si jih želimo. Se pravi, začne kreirati. Ker če smo mi zdaj kreirali 30, 40, 50 let, vse to, kar danes živimo, pol je tu zmotno prepričanje, da pričakujemo, da bomo pa v 2 mesecih ali pa v 1 mesecu vse rešili, to, kar danes živimo. Ok, to želim zdaj tukaj zelo poudariti, upam, da je to razumljivo. Napišite mi dol v komentarjih, če je razumljivo, če se razumemo, če čutite, kaj vam želim predati. Se pravi, želim vam predati to, da ste vi kreator, da ste vi odgovorni, kaj bo v vaši prihodnosti, ne usoda. Ok, mi kreiramo. Hvala, super, hvala za komentar. Se pravi, mi kreiramo, mi ustvarjamo našo željeno usodo, našo željeno prihodnost. Mi in nihče drug. In ko se mi naučimo v 5, 10 minutah iti iz kontrasta, iz težave, iz problema ven, kako se naučimo, da ne devamo več fokusa na kontrast, na težavo, ampak damo fokus na to, kar si želimo in se naučimo, da bomo prišli do tega, kar si želimo. Z disciplino, vztrajnostjo in potrpežljivostjo se to doseže. In z tonami in tonami novih informacij in pridobivanjem novih informacij, ker do tukaj smo prišli, kjer smo danes, z informacijami, ki jih imamo do danes. Če želimo, da bo v našem življenju karkoli drugače, rabimo drugačne informacije, ki jih imamo do danes. To je logično. Se pravi, s pridobivanjem novih informacij. Potem, ko dobimo te nove informacije, se pravi, naprimer,
kaj je nova zgodba, kaj je energija rešeno je, kaj je metoda ali ne bi bilo lepo, kaj je metoda, zakaj za to. Se poglabljamo vase. Kaj je to, kaj se je v mojem življenju zgodilo, kako lahko to spremenim. In te informacije s časoma postanejo naše znanje. Se pravi, meni, ko kdo na coachingih reče, ja, sej vem, to sem že vse slišala, pa to že vse vem. Kaj je meni pokazatelj tega, če človek res ve? Pokazatelj mi je to, če to tudi živi. Ok, tu je ključ. Če to živiš, pol veš, če pa ne živiš tega, pol pa džabe meni stokrat reči, jaz se vem, kako se denar kreira, pa se vem, kako se lepi odnosi kreirajo, pa se vse vem. Ne veš, ker če bi vedel, bi to živel. In tu je ta ego naš se rad oglasi. Sej to vem, jaz sem že vse to jaz sem že vse to slišala, jaz sem že vse to delala, jaz sem že meditirala 5 let. Ja, v redu, zakaj si pa zdaj nehala? Zato imaš pa zdaj izzive. Ker to je redna duhovna praksa, redno čiščenje plevela našega vrtička s pomočjo tehnik in korakov. Ok, redno, to pomeni vsakodnevno. Vsak dan pijete. Spite zdaj malo. Vsak dan jeste, ne vem, kako se reče. Ok? In vsak dan je treba skrbeti za redno duhovno prakso. Vsak dan meditacija, vsak dan vizualizacija, vsak dan razmišlja, da novo zgodbo in kaj še. Se pravi, človek, ki se zaveda odgovornosti za svoje življenje, ve, da je tudi odgovoren za to, kaj misli. In na tej točki vas pozivam, da od danes dalje razmišljate čez dan, kaj razmišljate. In boste videli, da ponovadi razmišljamo neke budalaščine, ki nam ne bojo koristile pri tej naši usodi oziroma pri tem, kaj mi želimo v življenju doseči ali pa imeti. Ok? In od danes dalje, ker ste vi, ko ste z menoj, ste zavestni kreatorji, moji sokreatorji, boste čez dan razmišljali, kaj sploh razmišljate. Boste postali zavestni v svojem razmišljanju. Ok, razmišljam, koliko se s partnerjem ne razumem. Razmišljam, koliko sem boga, ko sem spet zbolela. Razmišljam, koliko sem boga, ko imam samomorilne misli. Razmišljam, koliko sem cel dan o tem razmišljam. Ok, zdaj bom pa začela razmišljati oziroma misliti misli, ki mi bojo v doprinos in ki mi bojo služile pri moji kreaciji prihodnosti. Zavestni kreator, ne danes. Danes je stara zgodba, danes je že preteklost. Se pravi, ne danes, ampak zdaj, ta trenutek se začne zavedati svojih misli. Ta trenutek se začne zavedati svojih prepričanj. Se pravi, kako lahko ugotovimo, če imamo kakšna prepričanja, ki nam ne služijo, ki nam niso v doprinos. Pogledamo, kaj živimo. Pogledamo izven sebe in če nam kaj ni všeč, se pravi, da že takoj dobimo rešitev na to vprašanje, spremeni prepričanja je pa odgovor. Spremeni prepričanja, ki jih imaš na tem in tem področju, ki ti ne gre ali pa ki ti ni všeč, in spremenil boš svoj zunanji svet, svojo pojavnost, svojo resničnost. Ok, jaz upam, pa ne upam, verjamem, da smo danes kar nekaj obdelali, kaj to pomeni sprejemanje odgovornosti. In še nekaj. Kreator, človek, ki sprejema odgovornost za svoje življenje, pa ste zelo dobro me tukaj poslušajte. Kaj naredi kreator, zavesten človek?
prosi za pomoč. Ok, žrtev se bo sama mencljala, pa neroden mi je povedati, pa bo 100.000 prijateljcem povedala, koliko je Boga. Nezavedno, se pravi, nikogar tu na tem kanalu, v tej skupini, nikogar ne sodimo. Nezavedno govorimo, koliko smo bolani, koliko smo bogi, koliko nam ne gre. In kaj s tem delamo? Afirmiramo, mantramo, sami sebe hipnotiziramo v to, kar ne želimo živeti. Se pravi, pozivam vas, najmočnejši, najbolj močni ljudje so ljudje, ki prosijo za pomoč na področjih, ki jim ne grejo v življenju. Ampak potem so pripravljeni narediti vse. Tu pa jaz res ne prenesem izgovorov. Ok, izgovorov pri meni ni. Vse so pripravljeni. Zakaj jih ni? Zato, ker sem sama šla čez to in vem, kako sem se izgovarjala. In zato vam pomagam takrat, ko imate izgovore. Ok, nimam denarja, nimam časa, ne zmorem, to je težko, bla, 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 bla. To so izgovori. Nič, odgovor je, ne da se ti nič narediti za to, da bi bilo v tvojem življenju kaj drugače. To je pa resnica. Nisi še pripravljen, recimo. Ok. Se pravi, spet neki vrtajo, ampak nič za to, se ne bomo pustili motiti. Bla, 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 zdaj sem pa zgrešila, kje sem bila. V redu, kar nadaljujem. To se zgodi, ko si v kanalu in pol se pustiš zmotiti in padeš ven iz kanala in pol ne veš, kje si bil. Tako da, na tem mestu vas vljudno vabim. Pišete mi na planetljubezni@gmail.com. Dnevno pišete, kakšne težave imate, kakšne izzive imate. Ko vas pa povabim na brezplačno predavanje po Sloveniji, pa ne pridete. A vidite zdaj razliko? Jaz, kreator, se pelem v München, se pelem na Dunaj, se pelem v Zagreb, se pelem v Ljubljano. Nobena dežela, država mi ni predaleč, da pridem mogoče do enega stavka, ki bi mi pomagal rešiti izziv, s katerim se soočam. Kaj še naredi kreator? Ok, sem v pomanjkanju denarja. Ne grejo mi odnosi. Sem bolna, ne znam kreirati, kako postati zdrava. Vpišejo se v mentorske programe. Zakaj mentorski programi? Zato, ker mi mentori smo vso to pot že prehodili in vas lahko cak, 1, 2, 3 naučimo, vam predamo vso znanje, ki ga tudi živimo in zelo hitro ekspandirate, zelo hitro greste po lestvici vibracijski navzgor oziroma po tej vortex spirali greste navzgor, ne več dol. Ok, ampak zato je pa treba nekaj drugače narediti in drugače je treba narediti vsak dan. In zato so meni toliko ljubi ti mentorski programi, ker jaz ravno ob mentorjih toliko ekspandiram, toliko rastem. Ok, ampak če vi ne povete, na katerem področju imate izziv, težavo, problem, vam je hudo, pa da bi radi nekaj spremenili, pa če nimate jasne slike, kaj si sploh želite spremeniti, pol vam doben živ Bog ne more pri tem pomagati, če tega ne izraste. Se pravi, povejte, dejte te blokade, tečna sem, zatežena sem stran, ampak povejte ljudem, ko vam bojo pomagali najti rešitev, ne več ljudem, ko grejo z vami v vlogo žrtve oziroma ubogega jaza in ko z vami šimfajo, jamrajo in tak naprej. Povejte ljudem, ko vam lahko ponudijo rešitev. In še en zelo pomemben segment bi tu rada izpostavila. Povejte ljudem, ko so imeli enako ali pa podobno izkušnjo, ko jo imate vi. Ker drugače vam čist zelo malo vam lahko pomagajo tisti, ko niso imeli take izkušnje. Ok, to pa stojim za tem. Se pravi, nekaj je naučeno znanje, nekaj je pa izkušnja, ko jo je človek imel v življenju. Se pravi, jaz za sebe trdim, da sem specialist za ljudi v depresiji, šizofreniji, paničnih napadih, pomanjkanju denarja,
toksičnih odnosih, nasilnih odnosih, spolnih zlorabah, da sem specialist na področju, kako človeka iz žalosti pripeljati v srečo, da sem specialist na področju, kako človeka pripeljati iz totalno razburkanega življenja v mir. Se pravi, naštevam vam področja, ko sem jih sama pretransformirala. Ne znam, ali pa znam pomagati do neke stopnje, pa ljudem, ki imajo, recimo, neke odnose z otroci, boleče in bi želeli, da so drugačni. Se mojstrim na tem področju, nisem pa še toliko močna na tem področju, da bi rekla, ok, zdaj bom pa jaz program iz tega področja naredila. Ok, to pa ne. Se pravi, suvereno, z vso svojo pojavnostjo pa trdim, da je moj program Pot do sreče in notranjega miru vrhunski program, da vas pripeljem do miru in sreče, do tega, kdo ste, da postavimo trdne temelje, to pa trdim, Pa ne samo zaradi feedbackov, ki jih dobim od ljudi, ki so v programu, da začnejo čisto svojo poslovno pot, da se res, meni je najbolj pomemben, pa to bi vam res rada z vsem srcem predala, kaj mi je najbolj pomemben, zato, da vi najdete sebe. Zdaj bom pa rekla, da vi najdete svoj velik zakaj ste prišli tu na zemljo. Ok. In kdaj sem jaz najbolj srečna, ko vidim vas srečne, meni nič ne rabi biti edina srečna na zemlji. Ne? Ampak meni, ko področje, ki mi ne gre, takoj si plačam malo coachinge od enega vrhunskega coacha na tem področju, ko nisem imela denarja, se pravi, nimam denarja, je res največja budelaščina, ki vas ustavlja prepričanje pri tem, da bi nekaj dosegli v svojem življenju. Imate knjige, imate brezplačne knjige, imate delavnice, kar naprej so neke brezplačne delavnice, imate predavanja brezplačna, vse danes imate brezplačno, danes ne rabite enega centa potrošiti, da napredujete v svojem življenju ali pa da pridete do tega življenja, ki ga želite živeti. Enega centa ne rabite potrošiti, tako da nimam denarja izgovor. Če pa sicer vložite še en denar v to, ker vemo, da je denar samo energija, boste pa še bolj ekspandirali. Tako da jaz upam, da vam je bilo danes všeč, da sem vam kaj koristnega povedala, ne? Ker tu smo zato, da vam kaj koristnega povem, da vam pomagam, da se kaj skupaj naučimo. Vi od mene, jaz od vas. Lahko vam pa predam samo to naprej, kar tudi sama živim, pa kar sem sama spoznala, ne? To pomeni, da bojo čez 5 let moji videi še bolj vrhunski, kot so danes, ne? Ker ves čas rastem, ves čas ekspandiram. Se pravi, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje je ključen in najbolj pomemben korak v življenju. In še enkrat ponavljam, moj citat, moj stavek, podpišem se po njega, ker je res moj, od nobenega drugega ni, nikjer ga nisem prebrala, nikjer ga nisem videla, ampak iz mene je prišel. Če sem skreirala sranje, lahko skreiram tudi sanje. In tu smo zato, da si pomagamo, da si stojimo ob strani, da se razumemo, da smo sočutni en do drugega in da gremo skupaj tja, ko si vsi želimo. Do tistega občutka, to je pa spet za drug video, ko samo mislimo, da ga bomo doživeli, ko bomo to pa to imeli. Občutek lahko doživite že zdaj. Več o metodah in vsem tem pa, tako sem rekla, na mojem YouTube kanalu, v mojem programu. Zdaj sledijo še vaša vprašanja, moji odgovori, tako da bomo tule zaključili z snemanjem. Lepo se poslavljam od vas.